Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim. Bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj sin, moj izvoljenec, njega poslušajte. In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. Vsak dan se nam Bog prikazuje na različne načine. Nekateri od teh so bolj preprosti, drugi spet globlji. Lahko se nam kaže že z nekim preprostim dobrim dejanjem, z lepoto, ki jo vidimo v naravi, ali z odgovorom na našo molitev. Tudi sveti Frančišek Asiški je rad veliko molil. Enkrat se je, da bi podoživel Jezusov post, odpravil na otoček sredi jezera Perudža, kjer je 40 dni preživel v samoti brez hrane in pijače. Pojedel ni nič več kot polovico enega majhnega hlebca, ki ga je prinesel s sabo. Ker na otoku ni bilo nobene hiše, ki bi jo lahko uporabil za zavetišče, je sveti Frančišek za svoj brlog uporabil velik širok grm, preraščen z ovijalkami in ostalimi rastlinami. Tam je molil in premišljeval o božjih stvareh. Sveti Frančišek Asiški je post jemal z veliko resnostjo. Kot zvesti služabnik Kristusa mu je bil v veliko rečeh zelo podoben, saj se je želel predati svetu za voljo odrešenja ljudi. Čeprav Bog ne pričakuje, da bomo preživeli post na osamljenem otoku, pa nas zagotovo kliče k temu, da bolj poglobimo naš odnos z njim in se odpovemo človeškim užitkom. Poklicani smo, da odpremo svoja srca tistim, ki jih najbolj potrebujejo, da ponudimo pomoč in da smo dobri prijatelji. Kjer Jezus navidezno ni prisoten v našem življenju, smo torej poklicani, da odpremo naše oči in ga poiščemo. Kot izziv v naslednjem tednu vas nagovarjamo, da namenite več časa molitvi. Tudi sedaj pa bomo glede na aktualne razmere po svetu skupaj zmolili za mir. Gospod, vir pravičnosti in začetnik sloge, v angelovem oznanjenju Mariji si ljudem sporočil veselo vest sprave med nebom in zemljo. Odpri človeška srca za dialog in podpri prizadevanja tistih, ki iskreno delajo za mir. Naj razumna pogajanja zmagajo nad silo orožja, sporazum nad nerazumevanjem, odpuščanje nad maščevalnostjo in ljubezen nad sovraštvom.